Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora, podcast s klicajem, ki ima tudi obrazec, vprašaj Anžeta, ki ima tudi klicaj v zapiskih. Hvala vsem, ki dajete vprašanja. Tudi danes odgovor ali dva. Najprej pa ena tema, ki je bila bizarna, ko se je začela, potem je pa vedno bolj bizarna postajala in na koncu se je tako razpletlo, kakor se je. O čem govorim? Že slišim ljudi spraševati. O kamerah Ring. Ring je eno podjetje, ki je začelo s temi video domofoni, bi človek tako rekel, potem so pa seveda svoj portfelj razširili na vse ostalo. Vmes jih je celo kupil Amazon, tako da so zdaj divizija Amazona že kar nekaj časa. No, ampak tisto, kar je bolj pomembno, je pa to, da so v Ameriki, ko je bil Super Bowl. Zdaj ne vem, če vemo vsi, kaj je Super Bowl, še jaz komaj vem, kaj je Super Bowl. To je ta, mislim, da finale lige ameriškega nogometa v Ameriki je eden najbolj gledanih, no, vsaj v Ameriki najbolj gledanih dogodkov, in Super Bowl ima tudi polčas in v polčasu so ponovadi potem reklame in te reklame zelo veliko stanejo, ker pač toliko ljudi to gleda in ena od teh je bila tudi reklama podjetja Ring. Zdaj pa napreden pridem do vsebine reklame, ne opozorim, to je res taka epizoda tega podcasta o kamerah, ki jih sami prostovoljno nameščamo doma. Ne govorim jaz tukaj o kamerah, ki jih oblasti, ne, ali pa organi, represivni organi pregona, ne, nastavljajo po ulicah in snemajo, tudi tega se bomo sicer malo dotaknili, ampak tiste je res popolnoma ločena zgodba. Tukaj bo fokus samo na te kamere, ki jih ljudje kupujemo in dajemo v svoje domove, okoli svojih domov in vse ostalo. No, in Ring je dal ta oglas ven, ki ga najdete tudi v zapiskih, mislim, da je prvi link, ja, tako je, prva povezava je ta oglas. Če je še gor, Bog ve, ko tole snemam je, trenutno ima 4,3 milijone ogledov na YouTubeu in pa 1811 komentarjev, v katerih sta mogoče dva pozitivna. Zakaj gre? Ring je predstavil neko funkcionalnost, kjer, če izgubiš svojega domačega ljubljenčka, da imamo reči psa, lahko rečeš, o moj bog, moj pes se je izgubil in potem to poveš v aplikaciji svoji Ring kameri. In ta Ring kamera, potem oziroma cel sistem, ne, to pove tudi ostalim Ring kameram, ki jih imajo, ne, v tvoji soseski ljudje, in potem začnejo vse kamere hkrati gledati, kje je ta tvoj pes, in AI ga prepozna, ker si ti dal sliko psa v svojo kamero. To zdaj zelo posplošujem in na prvi pogled se to sliši kot izjemna zgodba. Haha, psa imam, zgubil se je, poglejte, hitreje ga bomo našli, kot da kličeš sosede in upaš na najboljše, ne? In je res taka zelo dobrovoljna zgodba, no, človek rekel, ne znam se drugače izraziti. Ampak se mi pa zdi, da ko človek saj malo pomisli, kaj točno to pomeni, ne, je pa potem pač naslednji korak, ko se bo dalo tudi iskati ljudi na ta način. Zdaj, tukaj je še par podrobnosti. Ring je to nekako kar v klopu, človek se je mogel odjaviti od tega, čeprav potem tudi to ni bilo čist res. V to ne bom šel, ampak vseeno obstaja nek ta moment, kjer ti sicer si dal, ne, recimo ta videodomofon na svoja vrata in bi rad našel svojega psa in zato nekako uporabiš kamere vseh tvojih sosedov in na ta način ne bi hitro našel psa. Potem je pa seveda vam prišlo, tukaj pa moram že spet izpostaviti spletno stran 404 Media, ne, 404 Media, ki so prišli do enega e-maila, ki ga je šef Ringa poslal vsem svojim zaposlenim, kjer nekako reče, samo začeli bomo z domačimi ljubljenčki, ne, seveda bomo potem to tehnologijo uporabili tudi, da ne bo več kriminala v teh soseskah, ki bo imeli dovolj naših kamer, ne. Kako si on to predstavlja, je pa potem razložil v podcastu Decoder, ki ga dela odgovorni urednik portala The Verge, in sem si ga pogledal. To je bilo sicer pred tem oglasom, ampak sta že o tej temi govorila in moram reči, da je Nilay Patel zelo konkretno otežil, ne, da je to res najboljša ideja in kako točno si ta človek predstavlja, da bo, ne, kriminal spravil na nič, ne, tako Američani, no, tako on temu reče, s pomočjo kamer in umetne inteligence, v narekovajih seveda. In je res kar nor pogovor, ne, ker imaš človeka, ki je ustvaril zelo uspešno podjetje, ga je prodal Amazonu, potem je za nekaj časa celo šel, potem se je vrnil nazaj na Ring, ampak že v začetku, ne, tukaj ni šlo samo za, poglejte, mi delamo videodomofone, njegova cela misija je bila, mi bomo kamere uporabili zato, da bodo naše soseske bolj varne, in njegova logika je, ker so kamere, potem nepridipravi vedo, da so kamere in kar naenkrat se kriminal zmanjša, ker se ne splača, to je njegova, ne, da ni profita, ne, ker veš, da je riziko
previsok, če v takih soseskah nekako hočeš krasti oziroma karkoli drugega početi. Ne. Zdaj, moje mnenje je, da na prvo žogo se mogoče to res sliši fino, ne, tako kot našli bomo tvojega psa, ne, na dolgi rok gre pa to v res neke distopične sisteme, ki smo jih več ali manj vajeni samo iz znanstveno-fantastičnih filmov, kjer bo nadzor povsod, kamere bodo povsodne. In tukaj ne še enkrat omenim, tukaj govorimo o kamerah, ki jih ljudje kupimo in damo v svoje domove. Ne gre za oblast, ne, ki bo nekako gledala. Seveda pa obstaja tudi povezava z oblastjo. Sicer na zelo posreden način. Najprej ne povem, da Ring ima kar zgodovino tega, da zelo sodeluje z organi pregona, bom tako rekel, ne, s policijo in ostalimi. Ko je potreba, da dajo posnetke, jih dajo, ker so te posnetki večinoma shranjeni seveda v nekje v oblaku, v Ringovem oblaku, tukaj ne gre za neke SD kartice, ki so v teh kamerah, čeprav take kamere obstajajo, mogoče kakšno besedo čist na koncu o tem. Sodelujejo z organi pregona, potem so pa objavili tudi, da imajo pogodbo z podjetjem Flock, ki je pa podjetje, ki pa dela te kamere, ki jih pa potem policija postavlja po ulicah v Ameriki. In Ring je nekako imel pogodbo z njimi, potem je pa zdaj ta oglas ven prišel in vsa slaba volja, ki je s tem povezana, in so zdaj rekli sicer, da bodo to pogodbo prekinili, oziroma so jo prekinili in da še nič ni delovalo. Flock kot tak je pa pač narejen za to, da pomaga pač lokalnim oblastem v ZDA, potem se je pa seveda izkazalo, da te lokalne oblasti, se pravi lokalne policije v ZDA, pa dajo te posnetke in podatke naprej pa ostalim. Na eni točki je bila tudi ameriška mornarica omenjena, ne, kot ena mogoče večjih entitet, ne, pa vse, kar je tam v ministrstvu za Homeland Security, se pravi za obrambo domovine, boh ve, kako se to preverja, tega pa res nisem šel preverjati. No, vse je dokaj vseeno. No. Se pravi, gre za neke kamere, ki jih uporabljajo potem organi pregona in ne vem, če je bilo mišljeno, da potem ti kupiš kamero Ring, se pravi nek mogoče video domofon, ga daš in s tem prispevaš posnetke tudi ne oblastem. Ne vem, če si je kdo tako to predstavljal, ne? Najbrž ne, bi človek rekel. Tako da ja, potem so zdaj to nekako rekli, da bodo prekinili, ne, to sodelovanje. Potem je pa še en izjemen članek, to pa res pojďte pogledati, sicer je zaklenjen, no, ampak tudi če nimate računa, oziroma če ne plačujete 404 Media, se splačajte pogledati ta članek, ki ima naslov, bom kar prebral v zapiskih, Flock exposes its AI-powered cameras to the internet. We tracked ourselves. Se pravi, da je to podjetje Flock pustilo kar nekaj kamer, mislim, da jih je bilo 60, kar odprtih na internetu, veste, tako kot spletne kamere, ko človek gleda smučišča ali pa nekaj takega, so bile pač odprte na internetu in so novinarji od 404 Media šli na lokacije teh kamer in hodili tam čez nek prehod za pešce in se posneli, kako jih ta kamera snema, ki je načeloma varna, zasebna, se uporablja samo takrat, ko policija to resnično potrebuje, ko je šlo za nek incident, ki potem terja to, da se te posnetki gledajo, potem pa vidiš, da so bile te zadeve kar odprte na internetu, jih je lahko praktično, mislim, ne praktično, bi lahko kdorkoli pogledal, res izjemen posnetek, ko vidiš novinarja, ki si pomaha sredi prehoda za pešce na kamero, ki jo je postavilo neko podjetje, ki potem sodeluje s lokalno policijo, lokalna policija potem te posnetke pa naprej daje vsem možnim entitetam nadzora, ki obstajajo v Ameriki. Včasih se hecamo, pogledajte, distopija bo prišla, vsi bomo pod nadzorom in vse ostalo, potem pa take zgodbe bereš, pa človeka začne glava boleti, to je mogoče še najmanj, kar da se lahko zgodi, da samo glava boli. Zdaj, Anže, zakaj pa ti to razlagaš? Saj smo mi v Evropi, mi imamo pa GDPR in vse ostalo. Bolj zaradi tega, da se je treba teh stvari zavedati, tudi ko človek kupuje domače kamere za nadzor. Veste, obstajajo alternative, no zdaj pa prijemo do tega, kjer je kamera sicer načeloma potem dražja, v začetku več denarja daš za njo, ampak je nekako potem narejena tako, da ima samo možnost shranjevanja posnetkov na SD kartico. Jaz imam eno, ki potem omogoča tudi, če povežeš s FTP strežnikom ali pa z Dropboxom, pa potem tja shranjuje, če si toliko zaupaš, da bo kakršenkoli posnetek, recimo, če je ta kamera v domu, ne izven doma, da gre saj na tvoj Dropbox, pa imaš nekako nadzor na tema. Ampak o teh stvarih je enostavno potrebno razmišljati. Še enkrat, jaz tukaj govorim več ali manj samo o kamerah, ki jih mi kupujemo. Treba se je zavedati, mogoče je treba pogledati ta podjetja, ne nabaviti kar neke kamere, kar nekega podjetja iz kar neke spletne strani in potem upati na najboljše,
sem bil pred kratkim, že kar nekaj časa nazaj, na enem predavanju, ki ga je imela ena študentka fakultete za računalništvo in informatiko, Anja Ostovršnik, upam, da sem prav naglasil ta priimek, ki se je imenovalo Nevarnostne kamere, kaj se skrije v notranjosti poceni IoT naprav. In če se prav spomnim, zdaj nočem delati preveč reklame, ampak mislim, da je kupila neko kamero, zdaj bom zelo karikiral, za 2 evra. Mislim, zelo poceni kamero iz ene od spletnih trgovin, ki ne bi rad delal reklame, pa gremo reči, da se morda ime te trgovine rima na čemu. In je potem pokazala, kam vse odtekajo podatki, kaj sploh je od tej kameri in vse ostalo. In ko te zadeve enkrat od blizu vidiš, je težko ostati ravnodušen. To je bil en primer, še en primer, o katerem sem v tem podcastu že govoril, je bila cela tista drama z EUFI kamerami, ki so čisto po nesreči nekako že spet kazale drugim uporabnikom kamere, uporabnikov EUFI-ja. Se pravi, jaz recimo sem uporabnik EUFI-ja in vidim v svoji aplikaciji, ko sem logiran v svoj račun, sem videl kamere nekoga drugega, ki tudi uporablja te kamere, mogoče na drugi strani sveta. In so potem lagali, da ne vse je varno, potem pa ni bilo več varno, pa zdaj pa se res trudimo, da je varno in vse ostalo. Čeprav je EUFI mogoče eno od njih podjetij, ki celo ima možnost, da vse shranjuješ, nekakšen disk s posebno enoto v svojem domu, da ne odteka vse kar v oblak. Potem je bil zdaj še en kar odmeven primer v ZDA, ko so, zdaj ne bom šel v te podrobnosti, ki sem ta končen del važen, eni novinarki so v bistvu grabili mamo, res nočem iti v podrobnosti, je bil zelo tak primer, ki je zelo odmeval v ZDA, to je se v zadnjih tednih dogaja, sploh ne vem že, če je razrešeno vse skupaj, no, ampak na koncu je bilo tako, da so imeli pri mami doma očitno Nestov sistem, to je od Googlea kamere in načeloma bi tisti posnetki morali biti zbrisani, pa je Google kar nekako iz nekje potegnil te posnetke in jih dal že spet, mislim, da je FBI-ju, in potem sem poslušal ta podcast, tudi od The Verge, in je Nilay Patel rekel, da Google prosim ne razloži, kako je dobil ta posnetek. To je super zgodba, da so nam, upajmo, pomagali pri razrešitvi tega primera, ampak ta posnetek ne bi obstajal, ker se po nekaj dnevih zbriše, če ti ne plačuješ dodatne naročnine. Google je pa kar nekako našel, in so dali res neko tako sporočilo PR ven, kjer je, a vi pol vse hranite? A se to ne zbriše? Veliko enih vprašanj pride na plano. Potem imamo tukaj ta ring s temi psi in iskanjem psov, ki se lahko zlorabi, pa potem povezave, veste, z organi pregona preko drugih podjetij. V glavnem, dejte razmisliti, ko kupujete te kamere. Poglejte, omogočajo, da grejo te posnetki samo na SD kartico. Vse razumem logiko, potem vam pa Evropa stanovanje, pa vzame še kamera, pa tudi posnetka ni, recimo. Vse te argumente mogoče razumem, ampak ali ste res prepričani, da hočete, da ti posnetki romajo na neke strežnike nekam, kjer potem, a veste, tisti, ki bi mogli to najbolj resno imeti, recimo podjetje, ki postavlja javne kamere, ne zna zagotoviti, da nekatere ne bodo kar objavljene na internetu in jih lahko kdorkoli gleda. Tako da res, pejte si še enkrat iz članek pogledati, še enkrat bom naslov povedal, mislim, da je predzadnja povezava v zapiskih. Flock exposed its AI-powered cameras to the internet with tracked ourselves. In sem tista prvi video, pogledajte. Noro je to videti, to res gleda kot nekaj iz filma, no. Ne znam drugače reči. Tako da to je bila ta tema, taka res pozitivna. Zdaj gremo pa na par vprašanj. Najprej Tamara piše, življam že s klicajem. Ta zapis se mi je zdaj všeč samo zato, ker, boste videli zakaj. Apropo, na vprašanje iz prejšnjega tedna glede baterije. Imam iPhone mini 12. Marca bo 5 let, ves čas v uporabi, zdravje baterije je na 75%, a baterija kljub temu zdrži do poznega popoldneva, poševnica večera, kljub poslušanju podcastov, kar je dlje kot nekdaj. Kajti opazila sem, da z rednimi posodobitvami iOS-a zdrži dlje. Hvala za vse vsebine, Sultan, to unike razumete. Z lepimi pozdravi, Tamara. Ja, dejansko iOS, to je bil kar škandal nekaj časa nazaj, jaz sklepam, da gre tukaj za to, to samo sklepam. Nekako, ko vidi, da baterija pade pod določen odstotek, začne bremzati telefon. Ko rečem bremzati, se ni tako, da se vse upočasni, ampak dejansko malo bolj premišljeno dela z resursi, ki jih ima na voljo, in potem je bo škandal zato, ker so bili ljudje, hočete mi upočasniti telefon, da bom kupil nov telefon, Apple, kar najbrž, jaz vseeno toliko ciničen si upam biti, da kaj resnice je tudi v tem, ampak v resnici je pa tako, da ko baterija ni več tako zmogljiva in čip hoče kar naenkrat zelo veliko vatov, bom kar tako rekel, se lahko čudne stvari začnejo dogajati, če jih baterija ni zmožna zagotoviti in potem
programsko proizvajalci to skušajo nekako umiliti. Zato mogoče je tudi iPhone mini 12. Še enkrat, kar vsa čas tam, da ga še uporabljaš. Samo zato, ker je ta mini, ki je imel še ekstra majhno baterijo, ker je bil tako majhen, samo zato rečem. Ampak jaz mislim, da bi to mogel biti standard. 5 let, veste, 5 let telefona, pa človek še kar živi z njim. Ne? Tako da, dajmo to probati ponotraniti, ne? Pa tudi, če se baterija zamenja, da ne stane toliko in vse ostalo. Ne? To je bila ena reč, zdaj pa še eno vprašanje, ki je pa kar pomembno, ja. Ker se tiče Discorda, živijo že vprašaj, mislim, da je Klemen tukaj dal vedeti, da gre za resno zadevo, se tudi je. Kakšno je tvoje mnenje o zelo čudni odločitvi Discorda, da za vse uporabnike kot pogoj za uporabo uvede identifikacijsko verifikacijo oziroma skeniranje obraza? Sam ostro nasprotujem takšnim potezam in osebno zelo ne rad delim svoje podatke kjerkoli, sploh pa ne na platformi podjetja, ki je ravno nedolgo nazaj doživelo vdor v podatke, pri katerem so bili ukradeni osebni podatki skoraj 100.000 uporabnikov. To podjetje je bilo ravno Discord, kar naredi omenjeno odločitev še toliko bolj bizarno. Ali morda poznaš kakšne dobre alternative, iščem nekaj s podobno funkcionalnostjo, torej možnost besedilnega in glasovnega klepeta ter nekakšno obliko ustvarjanja zasebnih kanalov, strežnikov oziroma skupnosti. Trenutno gledam Stout, vendar se zdi, da je še precej v razvojni fazi. Hvala, klicaj, bravo, Klemen. Klemen. Mislim, da je Klemen kar lepo povzel. Jaz moram reči, da še čakam, kako se bo vse skupaj raztreslo. Gre za nek trend, ki se je zdaj res vzpostavil. Mislim, da je s tem začela Velika Britanija, čisto iskreno, ko hočejo preverjati pač starost uporabnikov platforme. Tukaj vseeno to izhaja iz kar nekih groznih stvari, ki se tudi na Discordu dogajajo, ne, sploh z mladoletnimi osebami. Pa potem je tukaj vedno omenjen še Roblox in še kakšna platforma, tako da nekako ta vzgib je v redu. Ampak ja, Discord je imel res, tako kot je Klemen napisal, pred kratkim kar velike težave, ker so jim udrli v neke baze uporabnikov, zdaj pa hočejo sliko obraza ali pa mogoče, da jim da svojo osebno izkaznico, že spet nekemu podjetju. Se mi je zdelo, da se je kar nekako uravnalo vse skupaj to vprašanje, pa to dogajanje okoli Discorda s to današnjo temo, kateremu tehnološkemu podjetju človek sploh še lahko zaupa. Jaz vseeno nekako čakam, da bom videl to implementacijo, pa potem naprej razmišljal. Jaz tudi, ko sem okoli spraševal za alternative, veliko ljudi omenja Matrix, ki je nekako odprtokoden Discord. Jaz sem ga že nekaj časa imel, gledam ga, pa bo mogoče to neka priložnost, da se tja prestavi tudi Discord odbite in tehnične podpore. Ampak ja, načeloma bom zaenkrat počakal, da vidim, če si mogoče kaj premislijo, kako točno bo to potekalo, kdaj bo to zadelo Slovenijo, recimo, ne pa Evropo, kako bo to v Ameriki sprejeto. Ne. Ja, nič dobrega. No. Tako da, Klemen, najlepša hvala za vprašanje, ne, in razlaga v bistvu, ker si lepo povzel vse. Jaz zaenkrat še čakam, pa veliko razmišljam o tem. To je to za tokrat v tehnični podpori. Najlepša hvala vsem, res, ki dajete vprašanja. Res lepa hvala. Dajte še kakšnega, zdaj se jih že spet nekaj nabralo. Mogoče bom kmalu že spet naredil kakšno poštni nabiralnik epizodo. Sicer je pa to, no. Pa res cenim, ker poslušate, ker to ni samoumevno. Najlepša hvala. Adijo.